Dobrodošli v naši zadnji letošnji oddaji z morem. Ja, žal so tekmovanja še vedno na stranskem tiru, ampak nič ne de. Oddajo vseeno začenjamo zelo športno, z našim kvizom. Tako, dobrodošli v našem športnem kvizu. Z nami sta že naslednja tekmeca, ki v nizkem štartu čakata na začetek. To sta odlični parakolesar Anej Doplihar in naša odlična plavalka Lucija Planinc. Ker imajo dame prednost, Anej, se strinjava, ne? Ki damo prvo vprašanje, ki je vezano na Anejev šport. Pravzaprav tudi malce na njega. In to prvo vprašanje, Lucija, se glasi: Anej, oziroma Anejev prvi šport, predno se je začel ukvarjati s parakolesarstvom, je bilo smučanje, namizni tenis ali pa motokros? Jaz bi kar rekla namizni tenis. Namizni tenis? Sicer zelo ugibam, no, ampak... Kaj bo pa Anej rekel na tole? Ja, ne. Za fante bolj motokros, ne pa vse, kar menijo. Ja, verjetno mu je namizni tenis tudi všeč, ampak Anej je bil odlični motokrosist, eden izmed najboljših slovenskih motokrosistov, še vedno pravi, da mu je ta šport pri srcu, kaj ne? Ja, res je, ja. Tako, Lucija, žal, pri prvem vprašanju je spodrsnilo, ampak do konca imamo še nekaj priložnosti, tako da nič še nikakor ni izgubljeno. Zdaj pa greva naprej, se pravi, gremo k Aneju. Anej, prvo vprašanje tudi malce vezano na zgodovino, ampak bolj splošno zgodovino. Paraplavanje je že dolgo časa del Paralimpijskih iger. Kdaj je bilo prvič na sporedu? Leta 1960, leta 1984 ali leta 1976? Sem zamešal letnice, da bo težje. Lahko vidim, edino. 84, 76. 84 bom rekel. 84, Lucija, mislim, da se ne bova strinjala, ne? Ne. Bile olimpijske igre v ZDA, paraplavanje pa je del iger od leta 1960, tako da Anej je malce pomagal s tem odgovorom, kaj ti odgovoril je napačno, tako da sta še vedno izenačena. Spremljamo torej izjemno napet boj. Zdaj pa gremo spet k Luciji. Zanima nas dolžina cestne kolesarske dirke. Veliko je seveda disciplin v parakolesarstvu, različnih panog, preizkušenj, ampak v cestnem kolesarstvu me zanima, koliko je dolga najdaljša dirka? 30 km, 90 ali 120 na Paralimpijskih igrah? Seveda, te imamo v mislih. 30, 90, 120 km. 30 je malo, se mi zdi, no. Tako da jaz bom kar zlato sredino ubrala. 90? Sicer se zna tudi, mislim, da 120. 120 km, a ne, mislim, da lahko prekimava, ne? Ja, verjetno da res. Čestitke, Lucija, prvi pravilni odgovor v današnjem kvizu. Anej, imava nekaj časa, da malce pokomentirava, kako je na takšnem kolesu premagovati kilometre. Mislim, da prav lahko ni, a ne? Ja, ni lahko, ne, sicer odvisno od trase oziroma od proge, ki je postavljena. Zdaj, če je ravnina nekako, rečemo, lažje, če lahko tako rečemo. Ampak ja, kadar si v treningu pripravljen na tekmo, je tudi to mogoče premagati. Ok, hvala lepa. Gremo znova na drugo stran. Anej, podobno vprašanje smo imeli že prejšnji teden, ampak zdaj seveda vezano na plavanje. Pravzaprav pa je zelo lahko, preprosto, mislim, da se bo Lucija takoj strinjala s tem. Vprašanje pa se glasi: ali je bazen enako dolg za klasične plavalce in za paraplavalce? Dolžina bazena torej na Paralimpijskih igrah. Mislim, da je enak, ja. Enaka dolžina? Ja. Lucija? Ja. Tako, Anej je imel
prav 50 dolžina, 25 širina, ampak tako za nas, ki ne plavamo najbolje, tudi 50 metrov kar razdalja. Kaj bi rekli sicer o teh razdaljah, s katerimi se soočate na tekmah? Ja, včasih se ti bolj se ti med treningi vlečejo te razdalje, na tekmi gre pa kar hiter, kam imaš adrenalin vse, tako da pa hiter mine teh 50 metrov. Tam ti pomaga tudi adrenalin in ta velika tekmovalna želja. Prav gotovo. Pa nekaj se mi zdi še zanimivo pri vas plavalcih, seveda pri športnikih, je tega tudi veliko oziroma ni tako zelo omejeno na plavalce, ampak prebral sem, kdaj začenjate s treningi, seveda v normalnem obdobju, ne zdaj, ko vlada karantena, ure so brutalne, ali nam lahko zaupate, kdaj se vaši treningi ponavadi začnejo? Jaz nisem jutranji tip in smo v bistvu ugotovili, da mi te jutranji treningi ne koristijo kaj dosti, ampak drugače pa večina plavalcev ob 6 zjutraj v bazene skače. Je kar tako malo. Ne, kar budnica, lahko rečeva, ne, se hitro zbravo. Ok, se pravi, tudi to je bilo pravilno vprašanje. Enaka dolžina bazena, torej zdaj pa gremo nazaj znova k Luciji. Vprašanje pa je malo bolj opisno, morda težje za to. Glasi pa se takole. Kaj je značilno za štafetne parakolesarske preizkušnje na paralimpijskih igrah? Kakšna značilnost, recimo, pa bo Anej povedal da ali ne, ali prizna pravilni odgovor ali ne. Se pravi, neka značilnost, ki je posebnost, značilna za štafete v tovrstnem kolesarstvu. Aha, tle ni nič, ABC. ABC, pravim, tukaj je malo težje. Karkoli pride na misel, če malo pomagam, namignem, ena značilnost je vezana na spol, če je to majhna pomoč. Aha, mogoče, da je mešano, da so moški ženske po štafeti. Anej, mislim, da že s prve bi lahko prekimala, kaj pravite? Bomo priznali, ne? Bomo kar priznali s prve, tako je, štafete so lahko v kolesarstvu mešane, skupaj sodelujejo trije. Še kakšen komentar, Anej, teh preizkušenj? Ja, sicer na handbike jaz nisem zasledil še tega, tako da kaj dosti niti ne znam povedati. Morda komentar na to, da gre za mešane zasedbe treh, seveda, se pravi, ekipi. Ja, to je zanimivo. Mislim, vsekakor je zanimivo, ja, da se oba spola nekako povežata, ne, pri skupnem športu oziroma disciplini. Zanimivo pa je morda še to, da seveda sodelujejo kolesarji različnih klasifikacij, da je tudi po tej plati potem zgodba izenačena in zanimiva. Ja, zdaj pa kar serija pravilnih odgovorov, mislim, da je kar pod pritiskom pred naslednjim vprašanjem, ki pa je tudi opisno, tako da bo pošteno, se pravi, ni ABC. Vprašanje pa se glasi, kaj je po vašem mnenju glavni izziv za slepe in slabovidne plavalce na tekmi? Pravzaprav na vseh tekmah, še posebej seveda, oziroma to velja tudi za paralimpijske igre. Kaj je tisti največji izziv v vodi? Po mojem izziv je, da najprej plavajo ravno, se pravi po svoji progi, in drugi je to, kdaj se morajo obrniti, zamenjati smer plavanja. Lucija, mislim, da tule ni dileme, a ne? Ne, ni. Čestitke tudi Aneju, tudi Anej je odgovoril pravilno, pa prosil bi za kratek komentar, kako je s temi obrati, Lucija, oziroma kako rešujete obrate, kdaj obrniti in tako naprej? Ja, v bistvu pri slepih je tako, da imajo palco in za obrat jih eden od zunaj tapne po glavi, da vejo, kdaj se obrniti, pa tudi za zaključek. Pri slabovidnih pa to ni dovoljeno, smo pa bolj na število zaveslajev se zanašamo. Se pravi, lahko rečemo, da ste plavalci, plavalke, oziroma odlično plavate in ste obenem tudi odlični matematiki, a ne, da se skozi šteje metre, obrate in tako naprej. Tako. Ok, čestitke torej
Zdaj imamo serijo pravilnih odgovorov. Gremo znova na drugo stran, se pravi k Luciji, ki zdaj že počasi finišira, to je naše zadnje vprašanje. Je pa lažje, kajti spet smo pri ABC možnostih, imamo tri možnosti. To vprašanje pa naj povem je prispeval sam Anej. In sicer se vprašanje glasi, koliko se je vozil najhitreje na svojem kolesu? 40 km/h, 62,5 km/h ali 75 km/h? A to velja tudi po klancu navzdol? Ja, to pa ne vem, če bo sam pomagal. Ja, tudi ja. Ne boj na pomoč. Ponovim številke ali je... Ja, prosim, še enkrat. Enkrat, torej 40 km/h, 62,5 km ali 75 km/h? Ja, kolesarji grejo kar hiter, ne? Tudi sama rada kolesaram, pri meni se ostal pa 51, ker si več ne upam. Mogoče B. Še enkrat številko, da veva, kaj je bilo že B, ali je bilo to 62,5? 62,5. 62,5, ali je to zadnji odgovor, včasih vprašajo. Ker po klancih navzdol gre pa lahko tudi zelo hiter, ne? To je težka. Ja, bo zadnji odgovor B. Zadnji odgovor, se pravi 62,5. Ja. Zdaj pa moram seveda Aneju predati besedo, da sam pove, ali je odgovor pravilen ali ne. Ja, ni pravilen, je bil kar C pravilen. 70, sicer je blizu, koliko to je dobro? 12 km. Ja, to sem šel samo enkrat, sem dosegel to brzino, ker sem dobil pač lep spust in je bila cesta lepa, pregledna in pa sem se nekako upal se spustiti. No. Kako se človek počuti 75 km/h? Vemo, da vaše kolo je v bistvu zelo nizko, ste tik nad asfaltom. Ja, sicer ne vem, mogoče je še malo bolj varno kot navadna specialka. Lažje dosežem tako brzino, se mi zdi. Ne vem, jaz sem se navadil, no, ni taki problem. Meni se vsekakor zdi zelo hitro, mislim, da Luciji tudi, a ne? Ja. Če sem prav razumel. Tako, zdaj smo pa dejansko praktično pred ciljno črto. Še zadnja možnost za Aneja, da pravzaprav lahko pride izenačenja. To je njegova najboljša možnost pri trenutnem rezultatu. Vprašanje pa se glasi, vzornik, v mislih imam športnega vzornika, Lucije Planinc je Michael Phelps, je dobil kakšno medaljo na največjih tekmovanjih, Michael Jordan ali Darko Đurić? Težko vprašanje. Zdaj ali ostati v Sloveniji ali izven Slovenije? Bo Lucija malce pomagala, potem bo že veliko pomagala, no, če že malce pomaga Slovenijo ali Slovenijo. Pa bom že vse povedala. Tako je. Tako da pomoč ne pride v poštev, žal. Bom ugibal, bom rekel, ajde, ostanemo pri Sloveniji, bom rekel odgovor C, Darko Đurić. Darko Đurić, Lucija lahko to potrdi ali zanika? Potrdi. Lucija torej potrjuje, Darko Đurić, vzornik naše odlične plavalke, kakšna beseda. Zakaj je Darko vzornik? Vsi, ki ga poznamo, vemo, da je res enkraten fant, ne le plavalec, ne le športnik, ampak z vaše strani kakšen komentar. Ja, mislim, je en najboljših slovenskih paraplavalcev. Se mi zdi, da je v bistvu tudi postavil neke temelje v paraplavanju v Sloveniji in tudi nam, mlajšim generacijam, kar lepo postlal za zdajle, tudi strani zveze in vsega. No. Hvala lepa. Ja, v športu oziroma v določenih športih je tako, tudi v našem kvizu je tako, da ne poznamo le zmage. Ko imamo tako vrhunske tekmovalce, poznamo tudi remi oziroma neodločen izid in danes je izid neodločen. Bila sta izjemno izenačena
Po malce slabšem začetku sta potem odlično finiširala, tako da lahko rečemo res čestitke za izjemen obračun, za izjemno tesen dvoboj. Na koncu pa lahko rečemo, imamo 2 zmagovalca. Kako bi pokomentirala svoja nastopa na koncu? Lucija, prva kot dama, morda. Zdaj sem se tudi marsikaj v parakolesarstvu naučila, ker prej nisem vedela. Priznam, da sem tudi kar veliko gibala zdajle, tako da ja, nekaj novega. Ja, tudi jaz. Začetek je itak zmeren težk, ne tudi tukaj je bil težk. Tudi jaz sem se nekaj naučil od paraplavanja, tako da zanimivo. Super, na koncu lahko rečem le najlepša hvala, da sta sodelovala v naši oddaji in seveda veliko športnih ostalih uspehov in seveda veliko zdravja v letu, ki prihaja. Zdaj pa je čas za našo rubriko, v kateri gostimo slovenske športne legende. Med njimi ima prav posebno mesto sloviti parastrelec Franc Pinter Ančo, ki si je priboril normo že za svoje 8. paralimpijske igre. Z njim se je pogovarjal kolega Klemen Vozov. Ja, najlepše mi je pač bilo v Barceloni, to je bilo prve paraolimpijske igre 92. Seveda, ker sem pač prvič bil tam, tudi vtisi so bili drugačni in sem bil zelo vesel, ponosen, da sem lahko bil del zgodovine, tako se temu reklo, ne, in to si pač, to je bil prestiž, je bil pravzaprav v Barceloni, sploh olimpijska vas, ne, in vse tudi poskrbljeno za nas, ta Montjuic in otvoritve in tako. Seveda, to je bil res tisti prvi vtis, tako da se potem vso tisto garanje in delanje in odrekanje se res plača, ko si potem enkrat prisoten na enem takem spektaklu, kot so te paraolimpijske igre oziroma olimpijske igre. Tako da zdaj te, ko bi naj bile na Japonskem lani oziroma letos, mi je malo žal, ker seveda sem bil tudi v začetku pred temi igrami zelo pripravljen. Na treningi sem dosegal kar zelo spodbudne rezultate, zdaj pa seveda, ker je tale korona prinesla svoje, je pač potem malo tudi se opustiš, ni tistih treningov, ni tega ritma tekmovalnega oziroma treningov in seveda jaz upam, da se bo to tudi uštimalo. Drugače pa ta prve paraolimpijske igre v Barceloni so bile tudi super. No, ravno to sem vas želel vprašati, da ste lani oktobra v Sydneyju potrdili normo olimpijsko oziroma jo izpolnili. Verjetno ste si močno želeli, da bi Tokio letos bil izpeljan in bi nastopili tam. Kot ste že sami rekli, ste bili v odlični formi, ne? Ja, seveda, saj ta kvota, ki sem jo v Sydneyju osvojil, mi je zelo veliko pomenila, ker seveda tudi leta so že tukaj. Mislim, da sem eden najstarejših tekmovalcev bil na tekmovališču, tako da samo sem še pa skozi konkurenčen. In tudi zdaj po teh rezultatih, ki tudi zdaj imam v vsakodnevnem treningu na strelišču v Slovenski Bistrici, so že takšni, da sem pravzaprav konkurenčen tam nekje do enega 5. mesta. Včasih pa tudi seveda se tudi rezultatsko dvignem, ampak jaz upam, da do takrat, če še bo zdravje in vse to, in da naj bo zopet kakšna viroza oziroma tele COVID-19 prekriža tele načrte za te paraolimpijske oziroma olimpijske igre, da bomo lahko tudi pokazali tisto, kaj še znamo, ker sem rekel, dokler še bojo rezultati, bom vztrajal, drugače pa potem bi že res mogoče malo dolgočasno, ko se eni in isti pojavljamo v medijih. Povejte mi, rekli ste že, da trenirate v Slovenski Bistrici, še kakšen drug način za nekako ohranjanje te vsakodnevne forme, recimo? Ja, to je pa zdaj, ker COVID ne dovoljuje, oziroma tile pravila ne dovoljuje, da bi kje okrog hodili. Pač doma delam, koliko se da, ne, to splošno kondicijo. Malo grem peš sem pa tja in seveda po nakupih, seveda z masko in z razkuževanjem rok, tako da je to zagotovljeno za zdravje in
to je pač tisto, ne. Imam jaz pač neko prepričanje, da ne smeš preveč mišice vzpodbujati v reflekse in te zadeve, ampak samo tisto vzdržnostno kondicijo moraš imeti, da potem lahko v strelstvu tudi dosežeš te rezultate. Če se vrnemo v preteklost, v vaše začetke športne, kdaj, pa morda predvsem zakaj ste se odločili za strelstvo? Ja, to je pa tako, ne, leta 1977 sem prvo imel 4 mesece po poškodbi, to je bilo aprila, jaz sem pa nekje septembra tam šel na prvo tekmovanje na Kodeljevo, je bila atletika in seveda potem sem pač športno živel, vse športe sem gojil. Najbolj mi je pa seveda leta 86, ko smo imeli male paraolimpijske igre v Ljubljani, sem takrat dosegel 3. mesto v streljanju za zračno puško, to je še bila serijska zračna puška. In seveda takrat mi je tudi moj priljubljen bivši predsednik Milan Kučan tudi podelil to bronasto medaljo in takrat seveda me je to tudi potem še bolj potegnilo, tako da sem streljanje takrat začel malo bolj gojiti in seveda potem leta 91, ko sem tudi osvojil kvoto za paraolimpijske igre v Barceloni, se je to potem seveda tudi obrestovalo in zdaj pač sem tu, kot sem. Kakšna zgodba, polna navdiha in prepričani smo, da izjemni strelec na tekmovališčih nikakor še ni rekel zadnje besede. Zdaj pa gremo k mladim upom. Ena izmed njih je tudi odbojkašica, ki tekmuje v odbojki sede. To je Tija Vrhovnik. Kdo si in kaj treniraš? Sem Tija Vrhovnik, stara sem 21 let in treniram odbojko sede. Kdo skrbi za tvoj športni razvoj? Kdo so tisti, ki te najbolj motivirajo? Za moj športni razvoj v prvi vrsti skrbim sama, drugače pa seveda zraven pridejo še oba trenerja in pa definitivno so igralke, ki so pa nama še dodatna motivacija, da prideš na trening. Kaj pa doma, kakšna je podpora, kar se tiče športa od doma? Ja, definitivno pač družina me pač športu maksimalno podpira. Kaj pa tebi pomeni šport? Kaj je tisto, kar najprej pomisliš o besedi šport? Relaksacijo, sprostitev. Da grem na trening in odmislim vse probleme in sem na treningu in sem tam in se zabavam. Zdaj pa vsak ima dan, naprimer, ko je zunaj dež ali pa mrzlo, pa se ti ne da vstati. Kaj te na tisti najbolj siv dan motivira, da se vseeno spraviš na trening? Mislim, da predvsem močna volja. Na začetku predvsem to, zdaj pa niti ni več takih težav se spraviti na trening, ker je to pač neka rutina, to je treba narediti, gremo na trening in sploh ni vprašanja, ja ali pa ne. In še zadnje vprašanje, kaj je tvoj cilj za prihodnost v športu, jasno? Ja, zagotovo uspehi na velikih tekmovanjih. Trenutno je pred nami Evropsko prvenstvo, tako da upam, da se bomo potegovali za najvišja mesta. Ja, ob takšnih mladih športnicah se nam za navdih in za nove generacije uspešnih športnikov ni bati. Zdaj pa je nastopil čas za našo rubriko, v kateri predstavljamo ljudi, ki so zelo povezani s športom na drugačen način, delujejo v zakulisju. Naš gost je tokrat novinar Lojze Grčman. Poznava se od prej, pa so rekla, da se bova kar tikala. Povej mi, kakšna je bila tvoja prva izkušnja s spremljanjem športa invalidov oziroma poročanjem z njega in tudi katera je to bila, kakšna je bila? Najmanj lep pozdrav tebi in tudi gledalcem, sledilcem. Vesel sem, da sem lahko tvoj gost in da bova rekla marsikatero zanimivo.
sem moral, oziroma moram kar malce pobrskati po spominu glede prve izkušnje novinarske izkušnje s športom invalidov. Mislim, da se je to zgodilo leta 2011 s kolegom Žigom Švigljem, sva tedaj delala še na žurnalu in urednik naj je poslal na maratonu Radence. In ko sva čakala kakšne zanimive udeležence oziroma čakala, da bova od zmagovalcev in ostalih pridobila izjave, je uradni speaker tam rekel, zdaj pa na progi oziroma v cilj prihaja Sandi Novak, ki je slepi tekač. In takoj sem pač nekako zastrigel z ušesi in Sandi je takrat počakal in mislim, da če se ne motim, takrat z njim naredil prvo zgodbo vezano na šport invalidov in takrat mi je on vse povedal to štorijo svojo s fantovščino in tako dalje in se mi je tako res delo osupljivo in ja, to je bilo skoraj 10 let nazaj tedaj v Radnici. Povej mi potem, kdo od naših športnikov invalidov te je najbolj navdušil? Iz katerih razlogov? Imaš kakšnega favorita? Zakaj točno? Ganila me je zgodba vsekakor Veselke Pevec, z njo in z ostalimi paraolimpijci sem takrat pred Riom naredil serijo kar odmevnih pogovorov. Zdaj v zadnjem času je bil pa na Leteji zelo odmeven članek z Dejanom Fabčičem v smislu tega njegovega združevanja zdravniške in poti različnih športov. Tako, to so res bralci nekako z velikim odobravanjem sprejeli. Malo mlajše so pa zgodbe s Timom Žnidaršičem Svenškom, pa z Daretom Đurićem, Robijem Bojancem, Tanjo Glušik, sem si mogel kar seznam napisati. Jih je kar nekaj, da ne bi koga pozabil. Zelo ljub mi je bil pa članek oziroma štorija z mojim prijateljem, lahko rečem, ali pa športnim prijateljem, Nenadom Stojakovićem, nekdanjim rokometnim reprezentantom, ki pa je zdaj skupaj s soigralci in strokovnim štabom Tonetom Baričem in Majo Užmah-Šon, nekdanjo reprezentantko, zagnal reprezentanco v rokometu na vozičkih, ki se bo zdaj skušala utiriti in najti svoj prostor pod športnim soncem v Sloveniji. Ja, to je predvsej v bistvu mlada zgodba, če se ne motim, lanska. Kot sem si tudi sam nekaj ogledal, oba nekako tudi spremljala rokomet. Pa me zanima, dejstvo je, da počasi ta rokomet na invalidskih vozičkih recimo prihaja do košarke na vozičkih ali pa odbojke sede, ki so te ekipni športi malo bolj znani recimo v športu invalidov. Ja, drži se, košarka pa rokomet sta povezana. Pravzaprav večino članov trenutne reprezentance v rokometu na vozičkih izhaja iz košarkarskih vrst in so nekako po svoje nekateri tudi dvoživke. Nešo Stojaković je tukaj kapetan in praktično edini iz rokometnih vrst, trenerja sta pa seveda Tone Barič, ki upravlja selektorsko vlogo, poznamo ga kot nekakšnega očeta in glavnega botra Eurofesta v Izoli, mednarodnega rokometnega festivala, ki poteka že dolga leta. On je prevzel, kot rečeno, selektorsko vlogo za nekakšen tehničen del, pa skrbi nekdanja slovenska reprezentantka Maja Užmah-Šon in ona dva nekako z velikim zanosom peljeta to rokometno zgodbo tega športa na vozičkih naprej. Ne omenim še, da so imeli prvo tekmo lani oktobra na poslovilni tekmi Luke Žvižeja in Uroša Zormana, takrat so igrali s Hrvati, potem pa so čez nekaj mesecev pa nastopili tudi na neuradnem evropskem prvenstvu v Zagrebu, kjer so si nabrali dragocene izkušnje, ki so še kako pomembne v teh porodnih časih reprezentance, ki jih je sicer malo presekala korona, ampak vseeno. No in na tistem turnirju so dosegli tudi prvo zmago proti Romunom, ki je bila eno tako veliko moralno spodbudo, da bodo še nadaljevali. Bistvo te zgodbe pa je zdaj, da poskušajo najti, ker je glavno jedro ekipe je iz štajerskega konca, da poskušajo na tem območju nekako najti
dvorano. Mislim, da so pogovori s Celjani in Zlatorogom, da že potekajo in da ena novost je tudi to, da ne bi v kratkem, cilj je tak, ta reprezentanca prešla tudi pod patronat, pod okrilje Rokometne zveze Slovenije. In tako smo prišli skoraj do konca naše zadnje oddaje o tem res nenavadnem letu. To je tudi lepa priložnost, da vam v svojem in v imenu vseh sodelavcev zaželim, da bi se v letu 2021 življenje spet vrnilo v tiste ustaljene tirnice. Obilo veselja, predvsem pa zdravja. Leto 2020 je bilo res nenavadno leto. Pandemija koronavirusa je v drugi polovici marca močno zarezala v cel svet in na ta način skoraj da ustavila vsa športna prizorišča. Zato so naši športniki morali svojo vadbo prilagoditi in izvajati v domačem okolju. Mi na zvezi pa smo poskušali biti čim boljši podporniki pri njihovi vadbi, včasih bolj, včasih manj uspešni. Zato se v tej priložnosti vsem skupaj zahvaljujem, tako športnicam, športnikom, trenerjem, strokovnim kadrom, da so skupaj z nami sestavljali ta športni mozaik v teh težkih časih. Ob tej priložnosti tudi vsem kličem srečno novo leto 2021 v upanju, da bo cepivo nas spet povrnilo v stare tokove. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.